Velikokrat me kdo vpraša, kaj naj kup kot drugi avto pri hiši. Zdaj vem, da bom vedno kot izstopa izstrelil tole. Če mora biti uporaben, seveda, sicer imate na izbiro še Mazda MX-5, Toyota GT86, Subaru BRZ in podobne. Tole je čisto novi Mini Cooper S. In ne, nič ni narobe z vašimi očmi, ker sem tudi sam večkrat na začetku pogledal, kaj je tukaj sploh novega. Vse je nekaj malenkosti, recimo te vstopniki za zrak, nove so luči, ampak od svojih predhodnikov ni bistveno drugačen. Še vedno je Mini. In tako je seveda prav, čeprav priznam, da mi je bil prejšnji mogoče celo bolj všeč. Kar težko verjamem, da lahko ena znamka tako lepo poskrbi za dobro počutje. Ne vem, se ostalim ne da, ali je pa res vsaka malenkost tako draga. Ampak pogledajte recimo tale dodaten senčnik, da vam ne sije sonce strani. Ali pa te prekrasne sedeže. No ja, ti so dragi. Ali pa ta hud zaslon. Ja, ta je tudi drag. Tale Mini stane 37 jurjev. Ja, cena ni Mini. Je pa osnovni model s tem motorjem 24. To pa je okej, sploh ker ima zdaj nov motor. Dvolitrski turbo 4-valjnik je zdaj in ima 141 kW, 192 konjev. Na hitro pa ga boste spoznali po tisti luknji tam spredaj na pokrovu motorja, pa po dveh izpušnih ceveh zadaj. Motor je top, res lepo vleče in je v bistvu zelo močan za tega malčka, ki skupaj z mano in polnim tankom goriva tehta dobrih 1200 kg. Menjalnik je super, s kratkimi hodi, dovolj trd in izredno natančen, res lepo čutiš vklop prestave. Za lenove ali manj spretni pa ima Mini še sistem, ki sam da vmesni plin, ko prestavljate dol. Ja, vse naredi na mesto vas, vi samo prestavite in tiščite. Kljub električnemu servu je občutek na volanu odličen. Bi pa sam imel še malo manjši obroč, nekam velik se mi zdi. Da je mehanizem res pameten, je jasno, ko ga tiščite v vinek in elektronika pomaga, da ga ne trga iz rok, ker je Mini vseeno še vedno spredaj gnan avto. Je pa kljub temu zabaven, ker so podvoze nastavili tako, da bo hoče pobegniti zadaj. In vsi navdušenci nad vožnjo dobro veste, kaj to pomeni, a ne? Še dodatno veselje. Nikaj, hud je. Vsi, ki že imamo otroke, dobro vemo, kako včasih paše takšen ventilček. Pa ne govorimo o krizi srednjih let. Le o zelo dobrem izgovoru za drugi avto. Pa vse je praktičen. Prtljažnik. Dober je majhen. Gre pa otroški sedež noter, evo. Še bolj odzad, ne?